Pomanjkanje denarja, kadrov in opreme so vrh ledene gore težav, s katerimi se že nekaj časa ukvarjajo v mariborskem kliničnem centru. Za prenovo osnovne infrastrukture bi nujno potrebovali 130 milijonov evrov, ki pa v proračunu niso predvideni. Zdaj najbolj intenzivno širimo vsekakor intenzivno terapijo oziroma enoto za intenzivno nego v kirurški stolpnici. Tu se že določena gradbena dela izvajajo, ker je premalo število postelj intenzivnih. Se pravi, to je ozko grlo v primeru, da ti izvajaš operacije in potem pacientov nimaš kam prestaviti v intenzivno enoto. Tako da to je že v teku. Druga zadeva je pa selitev pljučnega oddelka, ker to se že vleče leta in leta, skoraj bi lahko rekel desetletja. To je dislocirana enota na Pohorju. In seveda zdaj druga obravnava pacientov, kjer ti bolniki potrebujejo od diagnostike, rentgena in vsega, nam predstavlja kar veliki zalogaj, logistični in za pacienta, ker so na dislocirani enoti. Med največje probleme UKC Maribor spada v dolge čakalne vrste. Posledično so v Mariborskem kliničnem centru za leto 2018 Ministrstvo za zdravje predlagali enkratni dodatni program za skrajšanje čakalnih dob, ki bi obsegal 2172 operacij in še vrsto ambulantnih storitev. Na pristojnem ministrstvu tega niso odobrili. Zdaj, če rečem, za leto smo predlagali za leto 2018 dogovor v obsegu 2172 operacij, ampak odobreni smo dobili samo 681 operacij. Tako potem pa na ambulantnem delu smo pa dobili povečan obseg za CT, magnetno rezonanco, RTG in UZV preiskave. V letu 2017 so v UKC Maribor za 1135 dodatnih operacij prejeli 3,3 milijona evrov. Izvedli so še 247 dodatnih operacij v višini skoraj 280 tisoč evrov, ki pa so ostale neplačane. Za dodatni program v ambulantah pa so prejeli skoraj 110 tisoč evrov premalo. Mi imamo za zavarovalnico pogodbo, koliko operacij ali pa storitev dobimo plačanih. In to se reče letni program. In če mi ta program dosežemo že v aprilu ali pa v septembru proti koncu leta, mi več ne dobimo plačane, razen določene programe, ki so posebej zmenjeni ali pa recimo 10% odstopanja. Ostalo, koliko delaš več, se ne povrne. Ni drugega vira financiranja. V praksi to pomeni, seveda ti pa težko rečeš pacientu, veste kaj, mi smo naredili vse operacije, vas pa ne bomo več obravnavali, a ne? Ministrstvo za zdravje očitke zavrača. V sporočilu za javnost so nam med drugim zapisali. Ministrstvo za zdravje že vseskozi zagotavlja pogoje za izvajanje javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni v Mariboru. Zavedamo se, da so investicije nujne za nemoteno izvajanje stalno razvijajoče se zdravstvene dejavnosti in tudi za razvoj Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra v vrhunsko zdravstveno ustanovo. V skladu z interventnim zakonom za zagotovitev finančne stabilnosti bolnišnice je 2. marca iztekel rok za posredovanje poslovnih analiz bolnišnic, ki jih bodo sanacijski odbori preučili in vzpostavili izhodišča za nadaljnje poslovanje. Upamo lahko, da bodo odgovorni našli rešitev za drugi največji klinični center in za bolnike, ki se tam zdravijo.